Gospa Ingrid Mahnič, hvala, ker nas gostite na vaši kmetiji Novi Vinogradu. Torej, pri vas je danes zelo veselo. Ja, seveda. Pri nas je trgatev najsrečnejši dan v letu in letos, ko nas je narava tako lepo obdarila, tako z, kakovostjo, kot tudi z spet normalno trgatvijo. Zakaj pravim to? Ker smo lansko leto namreč imeli dobro kakovost grozdja, vendar dosti manj na račun letnika 2014. Jaz sem ponosna na to, da vas gostimo ravno v vinogradu z avtohtono sorto Cipro oziroma Muškat Ruža, ki je v Istri stara sorta. To je sorta, ki zelo zgodaj dozori, dosega zelo visoke sladkorne stopnje in ponavadi jo uporabljamo za pozne trgatve. No, Cipro imamo lahko v roze obliki kot macerirano rdeče vino, poznamo ga pa tudi po tradicionalnem poimenovanju likor, kar pomeni, da če se grozdje pusti sušiti na trti ali v zabojčkih in iz nje predelamo vino, je potem to vino bolj podobno nekemu likerju kot vinu in tukaj tudi to ime likor. No, na kmetiji Mahnič imamo nekaj manj kot 10 hektarjev vinograda, vendar smo po sortah zelo raznoliki, saj je pri nas prvenstvena sorta Malvazija, potem imamo še staro sorto Malvazije, belo burgonjo, črno burgonjo, refošk, šardone, sivi pinot, rumeni muškat, momjanski muškat, Cipro, bianchero, tako da kar nekaj sort, kar seveda predstavlja dosti več dela v vinogradu glede na različno vegetacijo, še dosti več dela v kleti, ker mora biti pač vsaka sorta posebej, ne delamo namreč zvrsti. No, in te vinograde smo letos že skoraj vse pobrali razen rdečih sort, tako da za to sorto ostaja še sorta refošk. Mi imamo doma tudi kmetijo, kmečki turizem, se pravi gostinski del, kjer ljudem skuhamo tipične istrske jedi, tako hladne kot tudi tople. Na kmetiji imamo tudi vinske degustacije, vodene v vseh jezikih, tako da k nam gostje radi zahajajo. No, poleg tega pa seveda, če upoštevam malo še moje hobije, sem tudi ena izmed redkih žensk, članica slovenskega reda vitezov vin, na kar sem zelo ponosna, tudi članica društva Women and Wine, se pravi ženske in vino, in pa predsednica društva vinogradnikov Slovenske Istre, someljejka in še kaj bi se našlo. Gospod župan Peter Bosman, je sladko tole grozdje tukaj v vaši občini? Zelo sladko, letos je zelo dobra letina in mi smo vedno veseli, ko naše kmetje v bistvu imajo trgatev, kajti tudi to pomeni novo življenje. In tudi na splošno se v vaši občini veliko dogaja, tudi če bo konec poletja, vseeno. Točno tako. Mi smo turistični kraj in moramo vedno priskrbeti za dogajanje, za nove stvari in jaz se veselim vedno, da nekaj se dogaja in da tudi lahko včasih sem zraven in sem zelo vesel, da danes sem zraven pri kmetiji Mahnič. Torej, zdaj pa hitro nazaj med brajde trga, da bo čim več sladkega vina. Ja, tako je. Hvala. Drago Bulc, predsednik Vidžet Slovenija, ki tradicionalno pripravlja tudi trgatve. Ja, tale trgatev je bil moj pokojninski projekt. Sem rekel, če ne bom imel nobenega drugega dela, bo pa enkrat na leto zbral prijatelje, ljubitelje dobre kapljice in dobre papice in jih bom potem povabil, da bomo šli trgati najboljšim slovenskim vinogradnikom za začetek, samo avtohtone sorte in tako se je tudi zgodilo, tako je tale trgatev že 6. po vrsti. Kaj pa rad pijete? Pijem pa seveda ob hrani in to je odvisno. Vedno moje načelo jesti in piti lokalno. In to priporočam vsem, ker zagotovo je to najboljše. Vsi ti ponudijo tisto, ker resnično dobro poznajo, imajo tradicijo dolgoletno in potem jaz mislim, da tudi tukaj v Dragonji smo danes videli, kakšne dobrote lahko premore ena slovenska turistična vinogradniška recimo kmetija. To se lahko kosa kar z vsemi tistimi najboljšimi po svetu.